Dobrodošli v najbolj napeten kvizu te sezone, kjer se borimo za vsako penzijo, vsako donacijo, vsak cent. Pred vami je Penziolov. Voditelj današnje oddaje je prekaljeni politik, bivši predsednik stranke upokojencev, bivši obrambni minister, bivši skoraj vse, Karel Erjavec. Ja, hvala lepa. Dober večer, dragi upokojenci in upokojenke. Upam, da ste dobro si nastavili slušne aparate, ker danes boste poslušali nekaj, kar vam bo spraznilo žepe hitreje, kot pa inflacija, a ne? To je naš kviz Penziolov! Naš finalist pa je borec za upokojence, velik dobrotnik, če seveda pišete dob z veliko in znani, šampion kilometrine Pavel Rupar. Hvala. Slovejke Slovejce, vesel sem, da sem kreja in upam, da bomo danes vsi prispevali k svetlejši prihodnost. Moja prihodnost, seveda, ne, to sem mislil. Pa začnimo s kvizom. Vaša naloga, dragi Pavle, je, da iz upokojencev v studiu izvlečete čim več denarja. A ste pripravljeni? Pripravljen, naredil bom vse za dober izid. Dobro, prva igra se imenuje Doniraj, kolikor lahko. Pravila so pa naslednja. Pavle, dobro poslušajte. Pred mano so trije upokojenci. Rudel, Milka in Brane. Vaša naloga pa je enostavna. Od njih morate dobiti kar se da visoko donacijo, pri čemer lahko uporabite vsa sredstva. Pavle, ste pripravljeni? Pripravljen? 3, 4, zdaj! Drage upokojenci, vi veste, kako je, kaj treba pomagati. Par evrov na stran, pa bomo hkrati organizirali proteste, kjer se bomo borili za vaše pravice. Veste, prvič v zgodovini je protest podprl tudi Janez Janša. Stroškov ni plačal na čist nič. Sam sendvič je jedel. Tu pa je, ja. Tako da prosim, vse veste, da ko on podpre protest, veste, da je resno. Ja, evo, 2 evra, pol grem pa jaz dama, 10 evrov imam, to je vse, kar imam za zdravila, za akcije. Odlično, Milka. Prav zdravila so testa, pri čemer se borimo. Pa tudi proti bolnikom otrok, mislim, za bolne otroke. Zbiramo denar za bolne otroke, to sem mislil. Brane, kaj imaš ti? Ga nemam več kot 5 evrov. No, dober. Vse veste, da gremo vsak dan 500 km na teren. 500 km. 5 evrov je že skoraj 50 km. Ali pa 20. Pa ena kava na pump. Poti stroška. Tako da hvala vsem. Ma še kdo kaj? A kdo je dal kaj za vnuke na stran ali kaj? Ker če ste dali to, dajte meni. Ker te vnuke, to so sam levičarja. No, se neš obilo od njih. Dobar, evo, zmanjkalo je... Odpavljata, ne, povedal tole. Ne. Odpavljata, ste pa dobra. Zmanjkalo je časa, prva igra je končana. Tako da pogledamo, koliko smo zbrali. Zbrali smo 17 evrov za prvo rundo. Ni slabo, Dobar je. ampak vem, Pavle, da je možno še več. Je. Še preden pa gremo dalje. Ne, smečke sem hotel malo presegati skladbena točka. Ne, bomo zdaj spoznali, kdo so naši upokojenci. Tukaj je Rudel, kmet iz Gorenjske, lepo pozdravljen. Kaj? Kmet iz Gorenjske, Rudel. Hudič, smo jih tam tolkali, ona. Ja, če pa, koga ste rekel? Samo predstavil sem Ja, vas. no, če pa treba biti le bom, pa pač tukaj si.
Sam da kaj dobim za ston. Tukaj navte nič dobo, a ne? Kateter, a mi lahko kateter tle pomagate? Ne morem vam zdaj to. Hudiš. Snemamo vdajo, no. Sestra! Madonna. Kle navte nič dobo, a ne? Kle vam bomo še vzeli. Rudal, kako je pa kaj na Gorenskem? A še vedno štejete vsak cent 3-krat, preden ga uporabite? Ja, pa jaz gledam, ki ga lahko še porabam, a ne, če šlo tako naprej. Ja. Naslednja tekmovalka pa je gospa Milka, gospa iz Brežic, kaj dolg časa živela v Nemčiji. Lepo pozdravljeni. Guten Tag, grüß Gott. Pardon, po nemško sem v Nemčiji živela. Ja. Upokojenci v Nemčiji so na boljšem, to je dejstvo. Ja. To pa drži, a ne? Tam so protesti upokojencev redki, a ne? Pri nas so pa skoraj vsak mesec. Kako se pa počutite, ne, ko vidite upokojence tukaj na ulicah? Jaz ne hodim po ulici, jaz se vozim, pa jih ne vidim, hvala. Aha, dober. No, naslednji, oziroma naš tretji, zadnji tekmovalec pa je Brane, bivši poštar iz Maribora. Z Murske, Sobočki, pozdravljeni, oziroma Driskot, tako je rekla moja kolegica Milka. Ga samo vyplam, ga me ne bi nešče opet tako grdo nategnil, tako smo na pošti zadnjič z ovimi dodatki ob nedelah. Brane, poštari ste znani po tem, da nosite dobre in slabe novice, a ne? Kaj je slabša novica, da penzije ne bodo višje ali da bo Pavle danes poskušal pobrati še tisto, kar imate? Obe dvoje je slabo. Tako da, jaz bi samo rekel, da bi Driskot, tako je že kolegica Milka rekla, ja pa boje je slabo. Dobar, sej, odgovor sicer ne šteje, ker še nismo začeli druge igre, ta pa se imenuje članarine. Ja? Tukaj imamo pogodbo za članstvo v inštitutu 1. oktober. Kdor podpiše, plača članarino. In Pavle vam bo v zameno obljubil, no, pač nekaj vam bo, a ne? Pavle, nagovor svojo publiko, 3, 4, zdaj! Slovejca, vi ste najpomembnejši del tega gibanja. Brez vas! Me ne bo! Brez vas! Me ne bo! Bo! Ampak člani morajo prispevati. Sam 20 evrov mesečno in se borimo skupaj! Hudič, koga bomo pa dobili v zameno, no? Dobite občutek, da ste del nečesa velikega. Se veste, ko enkrat postanete član, lahko tudi vi organizirate shode, ki jih podpirajo so tiste, ki so prej rekli, da so shodi nepotrebni. Sam čebelce smete rolati, to je pa moja fora. Pa značko čebelce boste tudi dobili. Ko pa kak zastonj kofe? No, tu še urejamo, tle se že pogajamo, ampak ziher bomo tudi kafe dobili, če treba. Brane, ti si pameten, ti si podpisal. Ajde. Meni se to vredi, čuje. Saj ni prav, ker mora biti vsi podpisani. Še članstvo v društvu, ki pa je še 50 evrov na let. 50. 50! In to se ne sme zdaj mešati, so dve različni stvari. Ne, si glede z organizatorji smo čist enoten bili. Gamo samo 5. Podpiš. Dobar, Evo, konc podpiš. igre. Konec Pavle iz Karene, čestitke. Dobili ste kar 3 podpise. S tem vam je vsak upokojenec dal kar 240 evrov na leto. 240 evrov na leto. Čakaj malo, imaš to v pogodbi. Ja, lej, 20 evrov na mesec je 240 na leto, a ne? Ja, tako je. Vidite, tukaj to piše, a ne? Imaš to, ja, tega Lej, nisem. tukaj od zadaj, a ne? Sam to je napisan tako z majhnimi črkami, a ne? Jaz sploh ne Pa vidim. to, kaj črka mine. Kaj sem jaz skril?
Kva sem jaz kriv, če ne vidite? Kva sem pa jaz kriv, če ne vidite? Pa sem jaz kriv? Šteri, bo to A je naša šteja. organizacija kriva? Zato, če vi ne vidite. Štari. Mi delamo pošten Pa šteri, bo to šteja, tako male črne. in tako delamo, kukar piše. In ne moramo zdaj odgovarjati vse. To pa ni prav. Itek ste že podpisal. To ni prav. Pojmo naprej. Ja, lahko gremo naprej. Čebelič. Ne. To sem se večkrat mal sam. Gremo zadnjo igro, ki se imenuje Skromno kosilo. Vsak upokojenec je prinesel svoj dnevni obrok ali pa malco. Pavel pa mora s prepričljivimi besedami od vsega dobiti kos hrane. Pavle, ste pripravljeni? Pravljam. Ok, gremo. 3, 4, zdaj! Rudar, kva boš ne posod? Rindfly zupe, torej govejo župa No, pa samo en krožniček. človek je Slovenca. Goveja šupca je simbol slovenske kuhne. A mi daš žlico? Ja, pa dama, ne, prav. Hvala. Milka, kva imaš ti? Kos kruha, semeni pa käse, Schweizer käse. Fantastičen. Daj mi pol. Daj mi pol, no. Ja, Pa daj mi pol, se veš, da 500 km na dan naredim, rabam energijo. Da ne zaspim za volanom, no. dobro, no. Brane, Ga imam samo džobko. jabolko imaš. Tu je zdrav. Daj mi en pajs. To je moja greška. Ne dam to nikome. Zakaj se ne kupiš od ovih penez, kaj smo ti jih dali? To rabam za udar, pa za organizacijo, pa za potne, pa za stroške, pa za govorce. Tako da, kdaj kaj ustane za kakšno skromno kosilo, ampak doskrat pa ne. Jaz sem že vgojno vse pogajal. Dobar. Sorry. Dobro, Aj bo. konec igre. Aj bo. No, bomo zdaj pogledali, ne? To je Kaj? kaj Slovenca? Ne. Dajmo pogledati. Naš finalist je zbral 17 evrov donacij, kar 720 evrov v članarinah, 3 žlice juhe in kos sira. Ja, lepi skupičak, a ne? Si kar prepričljivo, Hvala lepa. ne? Slovenke Imaš namazan jezik. Slovenke, Slovenci, brez vas mi ne bo uspel. Najlepše vam zahvaljujem. Zdaj pa moram jeti, ker moram dol še najmanj 300 km potnih stroškov za narediti. Ja, to pa vemo, Pavle, to pa vemo, a ne? Se vidimo prihodnič, ko bo naš tekmovalec, super finalist Janez Janša, kdo ve, morda mu bo pa uspelo iz upokojencev iztisniti še več. Lahko noč in se vidimo prihodnič. Slovenke, Slovenci, še naprej hodite na proteste, da bo končal v tej državi. Prav.